z umetno inteligenco bomo mogli živeti ali že živimo. Ne? Zdaj vprašanje, do katere meje nam bo tudi diktiralo življenje. Kriptotrgi pa, če gledamo obdobje 10 let, počakamo, da bo 30 let, seveda, ampak realno trenutno, aktualno stanje, obdobje 10 let, abnormalni donosi. Kje pa so slabosti mogoče za potrošnika? Trgovanje s čustvi je en izmed največjih problemov investitorjev v vseh trgih. Ja, včasih se je treba zavedati pa priznati, da pač obstajajo na določenih segmentih večji strokovnjaki kot ti. Lahko da si na svoji branži najboljši, daleč najboljši. To ne pomeni, da boš tudi to znanje prenesel v druge vode. Znanje iz ostalih finančnih trgov še ne pomeni, da se boš dobro izkazal tudi na kriptotrgih. Dobrodošli v novi epizodi Incrementum podcasta. Moje ime je Marjeta in danes gostim uspešnega podjetnika, gospoda Timoteja Jecla. Pozdravljen, Timotej. Pozdravljena. Timotej je na finančnih trgih znan obraz že polnih 10 let, saj je kot lastnik salona kuhinj vodilni na področju prodaje kuhinjskih elementov. Letos so kot podjetje dobili nagrado za najhitreje rastoče podjetje v južno-vzhodni Evropi, za kar ti mimogrede tudi iskreno čestitam. Na drugi strani pa bi ga lahko opisali kot družinskega človeka, kjer je našel neizmerno srečo in balans med hitrim tempom in umirjenim družinskim življenjem. Timotej, povej mi, kako ti to uspeva? Ti daje to še večji zagon na tvoji uspešni poslovni poti? Ja, vsekakor. Vsaka nagrada oziroma vsak kompliment, pohvala strani nekih večjih koncernov oziroma uspešnih ljudi v določeni branži ti da dodaten zagon, neko potrditev, ki jo ne nujno iščeš ali ne iščeš, in ti kaže, da si na pravi poti, da peleš zadevo v pravo smer, da nekaj prav delaš. Definitivno je pa zelo pomembno, da z te smeri oziroma poti ne skreneš, ampak da še zmer iščeš neke druge veje branže, kjer se lahko še izboljšaš. Tako. Tako da ja, ta nagrada definitivno je bila svoje priznanje v določenem segmentu. Ni pa to nekaj, da bi na nekih lovorikah zaspal oziroma spali, in začeli stagnirati. Stagnacija namreč le smrt napredka. Tako da konstantno se je treba izboljševati, tako v klasični neki industriji, kot v vseh ostalih branžah in iskati novitete, inovacije, poskušati v investicijah kot v gospodarstvu. Super, na finančnih trgih si prisoten že 10 let. Kdaj pa si se prvič srečal z njimi? Si že kot otrok vedel, da si rojen za vodenje, svetovanje? Ne, vsekakor ne. Kot otrok sem imel klasične želje postati gasilec, vojak, policist, tisto, kar otroke zanima. Finančni sveti so za mlade oziroma za otroke dokaj nezanimivi. Se pravi, to te začne mogoče zanimati ob polnoletnosti ali kasneje, večino, mnogo kasneje, ker takšne zadeve nimajo visoke prioritetne lestvice pri mladih, ampak izobrazba, se pravi, žuranje, razumljivo, in podobne zadeve, ki pač jih lahko naknadno kasneje v življenju obžaluješ, ker če bi se finančnih trgov lotil prej. Učili že v šoli, ne? Tako, oziroma klasične finančne pismenosti, ki je v šolah močno primanjkuje, oziroma je nikjer ne dobiš, to praktično se moraš naučiti sam ali da ti jo predajo starši. Medtem ko pač s finančnimi trgi sem se jaz srečal kmalu po tisti globalni krizi, neki depresiji, ki smo imeli od leta 2008 naprej, Lehman Brothers, potem nepremičninski trgi in kup enih balončkov skritih zadev v Ameriki, ki je potem vplivalo globalno na celoten svet, z zamikom prišlo tudi v Evropo. In ja, vsaki takšni veliki premiki navzdol ali navzgor so dobre priložnosti za zaslužke ali pa za nasplošno za neko novo izkušnjo, ki te lahko na naslednjih 10-15 let vodi na tvoji investicijski poti. Torej si tudi investitor, a ne? A kdaj pa si se srečal potem s kriptovalutami?
S kriptovalutami pa malo kasneje, se pravi cirka leta 2017 v ciklu, ravno v tisto, ko se je največ pisalo v obdobju rasti cikla prejšnjega. Kriptovalute namreč, oziroma kriptotrgi praviloma potekajo v ciklih, tako kot vse v življenjih. Vse v življenju, v vsakem življenju svoje vzpone in padce, tako imajo finančni trgi, kriptovalute, nepremičninski trgi, delniški trgi. V obdobju rasti tistega cikla se je veliko pisalo v časopisih, na novicah, Facebooku. Že vsaka tretja, četrta oseba je v gostilni govorila o tem. In potem te to začne počasi zanimati. Delajo se veliki donosi, ko se veliki donosi delajo in ki so na veliko o tem govori, je pa pomembno, da takrat ne vstopaš na trge. Ker praviloma ko je taka ekstaza, tako navdušenje, splošno, pri ljudeh, ki niso finančniki, niso investitorji klasičnega pomena, in da se na veliko o tem govori, v ta trg, oziroma ta segment praviloma ne vstopaš. Je že prepozno, ne? Praviloma, ja. Tako. Potem seveda tudi jaz osebno sem se v tistem ciklu na lastnih izkušnjah nekaj naučil. Torej si se tudi ti upekel kot mlad investitor? Definitivno. Pomembno je poudariti tudi, da če imaš predhodne izkušnje z ostalih finančnih trgov, se pravi delniški trg, kjer je neka dolgoročna, počasna, relativno počasna rast. Če vzamemo na primer za primer S&P 500, indeks, ki sledi 500 najuspešnejšim podjetjem v Ameriki, tako, je na 30 let track recorda oziroma zgodovine, povprečen letni donos 10%. Se pravi, investiraš določen znesek, približno veš, kaj lahko čez 10, 20, 30 let pričakuješ iz tega. Medtem ko so pa dosti bolj privlačni kriptotrgi, veliko bolj volatilni, navzgor in navzdol. Seveda, kar raste, mora tudi pasti, ampak znanje iz ostalih finančnih trgov še ne pomeni, da se boš dobro izkazal tudi na kriptotrgih. Potem, ko pa se tiste splošne napake investitorja dogajajo, zadane mogoče neko res dobro kriptovaluto, kot bi izbral delnico Amazona, Googla, Facebooka, v pravem času na pravem mestu, pa tudi, če ti ta delnica naredi 10.000% donos. Absurd, seveda. Pa potem sta sredstva, zanesejo te, zdaj pa lahko jaz ta sredstva reinvestiram v drugo delnico, lahko da narediš neko raziskavo, ampak se še vedno lahko pečeš. Trg zaraste navzgor, investiraš, hitro pade, v paniki prodaš. Klasična napaka vsakega investitorja, tudi če ima dolgoletne izkušnje. Trgovanje s čustvi je en izmed največjih problemov investitorjev v vseh trgih, na kriptotrgih pa še zaradi tega ravno toliko bolj, ker so bolj volatilni. In trgovanje s čustvi je splošno neka največja ovira uspeha, ki preprečuje neke donose investitorjev, ki se loteva predvsem v kriptotrgih, na novo investiranje. Krasno. Kako sebe opisuješ? Si bolj konzervativnega tipa ali pa si bolj naklonjen novim tehnologijam? Definitivno bolj naklonjen novim tehnologijam, ker vidim uporabnost oziroma primerjavo z internetom. Rojeni smo le v obdobju hitrega razvoja tehnologije. Tehnologija se eksponentno hitro razvija. Se pravi, kar smo naredili od leta 1991, 1992, 2000, se je multipliciralo tolikokrat do leta 2020, da težko sploh vemo, kaj lahko pričakujemo naprej. Predvsem zdaj prihaja, oziroma je že v uporabi na določenih segmentih umetna inteligenca, blockchain tehnologija, ki gresta z roko v roki. Definitivno je treba gledati vnaprej, da te čas ne povozi. Zgodovina govori za podjetja in posameznike, ki so bili lahko zelo uspešni v samem vrhu sveta, pa se niso uspeli pravi čas prilagoditi tehnologiji prihajajoči ali jo uporabiti
v svojem segmentu. In ko te čas enkrat povozi, je že prepozno, ker je tvoje mesto prevzel nekdo drug, ki je pa razmišljal naprej, upal riskirati in raziskal trg takoj. Tako. Super, sam si se že dotaknil blockchain tehnologije. Ta se zaenkrat še ne uporablja neposredno v gospodinjskih aparatih, s katerimi se ukvarjaš tudi sam, namreč pri svojih kuhinjah. Nekje sem prebrala, da podjetje Electrolux in Bosch že raziskujeta integracijo blockchaina za boljše upravljanje teh pametnih naprav. Torej se dejansko že razvijajo te številne inovativne uporabe, ki pa bi lahko spremenile način upravljanja in interakcije z napravami v gospodinjstvu. Kako je s tem? Vsekakor se veliko dela na tem trgu. Generalno so zadeve še zelo v povojih. Blockchain tehnologija je v pohištvenem segmentu marsikje že prisotna. Torej v pohištvenem, ja, v gospodinjskih aparatih še ne. Gre z roko v roki sicer, samo te večji akterji seveda imajo svoje oddelke za razvoj, ki lahko to implementirajo, stroški so najverjetneje znatni, je pa blockchain tehnologija v kombinaciji z umetno inteligenco definitivno postopek avtomatizacije poslovanja, olajševanja uporabniške izkušnje, zadovoljstva strank na vse zadnje. Se pravi, kot celota si lahko predstavljava, sedaj imamo pečice, ki se že same čistijo, ki delujejo kot pomivalni stroj. Zdaj pa, naslednja točka je čiščenje hiše, prostora. V redu, imamo robote, praktično vsaka hiša ima že en robotski sesalec doma. Kaj pričakujemo v prihodnosti? Se pravi, popolno avtomatizacijo, mogoče avtonomnost hiše, doma, kjer dejansko prideš skozi vrata, ker ikina vrata si lahko samo odpre ali ne, ampak hladilnik bo točno vedel, kaj ti v hladilniku manjka. Hladilnik ti že pove, kaj imaš v hladilniku, obstaja dejansko za to aplikacije, in vpišeš sestavine, katere imaš v hladilniku, ti generira recept, kaj lahko iz tega narediš. Hladilnik že sam seveda dolgo časa javlja, da je odprt, piska, kaj ti manjka noter, to dejansko že obstaja. Potem je pa naslednja avtomatizacija, že hladilnik namesto tebe sam naroči dostavo na dom, zmanjkalo mleka, hladilnik sam naroči mleko. To je ta avtomatizacija oziroma olajševanje življenja, kjer ni smisla, da človek izgublja svoj vreden čas. In ta čas nameni bolj pomembnim opravilom, službi, družini, potovanju, čemurkoli. Ja, definitivno je treba razmišljati vnaprej tudi v tem segmentu, medtem kot če bi se dotaknil še tudi striktno pohištva oziroma kuhinja. Določeni dobavitelji imajo že implementirano blockchain tehnologijo kot takšno, ki se ne koristi samo seveda pri bankah in pri logistiki, ampak večinoma logistika v tem segmentu je nek najbolj pomemben faktor, saj se dokumentacija, pri logistiki je veliko dokumentacije, kar ko naročiš, dobavnice, fakture, računi, kaj je v paketu, kaj ni v paketu. To se avtomatsko skenira, zabeleži se, na kateri točki je paket, kaj je v paketu, če se kaj poškoduje, se zabeleži, poskenira avtomatsko in te podatke se pošlje takoj dobavitelju, obvesti se stranko, obvesti se salon, ki to prodaja, zato da je lažji proces, točni znani dobavni datumi, da se nič ne zgubi. In blockchain tehnologija je ravno v tem pomenu ključnega pomena ravno pri tem prenosu podatkov. Se pravi, da se nič ne izgubi, ne pozabi in da se točno ve, kje se neka zadeva nahaja in da se te podatke ne more ponarediti. Super, torej in aparati in pohištvo, vsi te, ki bojo povezani z blockchain tehnologijo, bodo lahko beležili in delili podatke o svojem delovanju, kar bo dejansko omogočalo neko proaktivno vzdrževanje. Tako. Dobro, rekel si že, da si začel na delniških trgih, na žlahtnih kovinah, kasneje pa si
naredil prehod na kripto. A ne? Nam poveš, zakaj? Si mogoče zaznal kakšne večje, boljše donose? Ja, definitivno je to velik del tega, da premakneš svoja sredstva, kapital namenjen investicijam na druge trge, vedno iščeš najboljše možne obogatitve svojih prihrankov, a ne? Oziroma trge, ki to omogočajo, in trenutno so to kriptotrgi. Ne? Če gledamo primerjavo, kot smo že prej se navezala, S&P 500, 10% povprečje, 30-letni donos. Če upoštevamo še inflacijo in pa da se iz delnic dividende prejmejo, reinvestirajo nazaj v delnice oziroma v Krk, je realni donos na 30 let 7,5%, tam nekje, no, mislim, da se drži. Zlato, tudi tam nekje 10%, ostalih stvari se ne bi dotaknil sploh, a ne, ker mislim, da ni nekakšnega smisla. Medtem ko kriptotrgi pa, če gledamo obdobje 10 let, počakamo, da bo 30 let seveda, ampak realno trenutno, aktualno stanje, obdobje 10 let, abnormalni donosi, a ne. In seveda se vključiš v trg, katerega spremljaš, raziščeš, a ne, ni to na vrat na nos, in si več obdobij rasti, obdobij padcev, več ciklov prisoten, se potem lahko odločiš za bolj mirno investicijo, a ne, bolj preudarno. In ja, tudi če gledamo dolgoročno, so definitivno kriptovalute najbolj donosne, ampak ne vse. Je tudi, da tudi vse delnice niso donosne, ne. To ljudje dostikrat zamešajo, da če bojo pa zdaj kupili kriptovaluto, neko Bitcoin, bojo pa naredili 10.000%. Ne. Zakaj pa niso potem na Amazonu, na Googlu, na Facebooku, na Tesli, a ne, naredili? Zaradi tega, ker to je treba skrbno zbrati, raziskati trg in premišljeno vstopati na trge. Ni pa kripto tudi nek balonček, kakor je bil 0,8, ko smo se navezali, a ne. Sam pač je še relativno mlada tehnologija in mogoče si ljudje, oziroma mlajše osebe, ki so bolj naklonjene tehnologiji, lažje za to odločijo, vidijo v temu benefit, tako kot so v 90-ih videli benefit informacijske tehnologije, interneta, nasplošno teh novih segmentov, ki jih pa pokrivajo potem drugi delniški indeksi, a ne. Super. Zdaj še, če se malo dotakneva tvoje branže, torej prodaje kuhinj, a ne? Ali se pri tebi da kupiti kuhinjo s kriptovalutami? Ja, definitivno se da. Obstaja celo slovensko podjetje, ki omogoča to, a ne? In POS-terminali izgledajo klasično, na POS-terminalu je samo drug meni, ki omogoča nakup s kriptovalutami ali s klasično plačilno kartico. Seveda obstajajo tudi klasične plačilne kartice, kriptoborz, kriptoponudnikov, a ne, ki lahko tudi s klasično kartico plačuješ na navadnem POS-terminalu, a ne. Proces poteka pa tako, da v bistvu se kriptovaluta konvertira v fiat valuto, se pravi Bitcoin v evro, po trenutni tržni valuaciji, a ne, oziroma ceni Bitcoina za toliko pa toliko evrov, a ne. Tukaj verjamem in vsi verjamem, da vsa podjetja imajo željo, da se to postopoma uredi tudi na ta način, da se ne uredi ta konverzija, ampak da se dejansko plačuje z kriptovalutami in prejme v kriptovalutah. Ni nobenih takšnih posrednikov vmes, vsi vemo za provizije bank, provizije POS-terminalov, a ne. In benefiti teh plačil v kriptovalutah so ravno te skriti stroški pa hitrost, a ne. Kje pa so slabosti mogoče za potrošnika? Jaz bi v bistvu rekel mogoče samo to, da slabosti so, ne ravno slabosti, mogoče da še ni toliko zadeva razvita, no, da bi bilo user friendly, no, se pravi, da bi do uporabnika, do klasičnega kupca to hitreje in lažje prišlo, a ne, saj bi tudi on praviloma s tem imel manj stroškov. Pričakujem pa, da se bo to dosti hitro razvilo, no. Razvilo. Je pa že tukaj, a ne? Ja. Kaj pa ti potem
kot lastnik salona narediš s temi sredstvi? Ali jih zadržiš v kriptovalutah ali jih pretvoriš nazaj v fiat valute? Takoj se v bistvu pretvorijo v fiat valuto. Definitivno bi bilo pa mogoče smiselno, to sem rekel, no, da se v kriptovaluti nakup sprocesira in da se obstane pač dejansko sredstva na računu oziroma na borzi, kakorkoli, v kriptovaluti. Trenutno pa zakonodaja je zelo hlapna oziroma na tem segmentu še kot takšne trenutno, da na današnji dan ni. Bi se pa lahko to smatrala kot neka investicija za podjetje, za surplus, se pravi za višek, za dobiček podjetja, ki bi se lahko reinvestiral naprej. Pa so tukaj tudi kakšna tveganja? Ja, pri vsaki investiciji seveda so tveganja, ne. Je pa pač odločitev vsakega lastnika, finančnega direktorja, da pač za svoje podjetje dela v najboljši luči, kot dober skrbnik, in odločitve tukaj so pa seveda zelo subjektivnega pomena. Zdaj eno zelo znano podjetje, MicroStrategy, ima svoje prihranke v kriptovalutah, a ne? In oni so se leta 2020 odločili, da bojo vsa svoja denarna sredstva pretvorili v Bitcoin. Kako ti gledaš na to, oziroma se tudi ti s tem spogleduješ? Ja, definitivno. To je tisto, kar manjka, mogoče v Evropi oziroma v Sloveniji, no. So te investicije pravnih oseb oziroma podjetij, ki bi lahko to konvertirali na ta način, ne. MicroStrategy je en izmed največjih lastnikov, poleg ameriške vlade, Winklevoss bratov, ne. Winklevoss brati, na primer, brata sta bila skupaj pri ustanovitvi Facebooka, ne. Ni se pač takrat lih dobro izšlo, oziroma zdaj Mark Zuckerberg, ne, je bil postal večinski lastnik. In sta v bistvu to znanje IT segmenta, naprednih tehnologij, prepoznala v blockchainu, ne. In mislim, da sta na 3. ali 4. mestu po številu Bitcoin, ki jih imata v lasti. Se pravi, dejansko dolgoročno gledano bi morale te osebe postati med najbogatejšimi, najbogatejšimi zemljani, ker Bitcoin kot Bitcoin, se pravi glavni paradni coin, primarna in največja kriptovaluta s tržno kapitalizacijo 1,5 trilijona, trenutno, ne, ki je deflacionarna, decentralizirana, se pravi, ni mogoče naprintati Bitcoina kot evrov, dolarjev in jenov, mark, kakorkoli, da inflacija kupno moč poje. Ampak je končno število. In ker je končno število čezdalje večje povpraševanje, cena dolgi rok seveda raste. In kaj je boljše dolgoročno investicijo oziroma kot investicijo, če ne čuvamo samo svoje prihranke oziroma sredstva kot podjetje pred inflacijo ali pa pod morebitnimi nemiri, ne. Vemo, da se konstantno dogajajo vojne, takšni padci finančnih trgov, ne. Če hočemo kakor toliko dolgoročno gledati pa stabilno, potem ja, je to definitivno prava pot za podjetje, ne. Ki ni kot investicijsko podjetje, ampak kot podjetje, ki želi se širiti, narediti večji donos, večji poudarek na svojem trgu, ali ta sredstva uporabiti za razvoj novih tehnologij, ne. Ker, kakor sem rekel, v tem segmentu pohištvenem, no, se to kar zelo razvija, dogaja. Marsikaj je že dejansko na voljo, je pa tudi seveda potreba tukaj finančno, veliko finančno zaledje, ki Absolutno. pa zahteva določene investicije posledično, ne. Ja, pa če se dotakneva še v tem segmentu tudi seveda Tesle, ne, ko smo že omenila MicroStrategy. Tesla je v prejšnjem ciklu v bistvu kupila, mislim, da, če se ne motim, ne me držati točno za besedo, okoli 40,000 bitcoinov, ne, to je kar znatna investicija, cirka 1,5 milijarde dolarjev vrednosti takratne. Ta investicija je narasla takrat na 2,65 milijarde dolarjev, ne. Se pravi, kar znaten donos. Kupovali so po cirka 40,000 dolarjev na bitcoin
Bitcoin vemo, da je takrat v tistem ciklu šel na $69,000 in potem je samo del portfelja oziroma del teh bitcoinov prodala. Ne. In s tem delom je naredila za tisto finančno leto večji dobiček kot s primarnim biznisom, se pravi s prodajo avtov. Pa so se takrat mogoče vsi sprašvali po zdravju Elona Muska, on pa je v tem segmentu prepoznal neko novo vrednost, dodano vrednost, možnost donosa, nek plus za podjetje. Je riskiral in trg je zdržal, trg je to prevzel, tudi ko so želeli prodati, je trg to kupil. Ker vedno nekdo, ko proda, mora biti na spotni strani nekdo, ki to kupi. 1,5 milijarde ni majhen znesek. Ne? In to se je kupilo, prodalo in tudi Elon Musk je takrat izjavil, da je v bistvu, če je to res ali ne, naredil to iz namena, da stestira kriptotrg in da je kriptotrg prestal preizkušnjo. Ker take volumne zdržati ni malo. Ne? Kot smo prej omenila, Bitcoin 1,5 trilijona tržne kapitalizacije, zlato 15, se pravi hitro raste. Ne? Pa vemo, koliko časa se investira v zlato, koliko časa obstaja pa dejansko kriptotrgi oziroma Bitcoin. Ne? Tako da ja, v tem segmentu dobra odločitev za Teslo in Elona Muska. No. Naprimer, da eno podjetje želi vstopiti na trg kriptovalut, kaj bi mu svetoval, kakšno pot izbrati? Obstaja pač klasična pot izvenbilančno, ne, da se uredi investicija nakazilo preko klasične borze, kar je seveda dost velik riziko. Ne. Sredstva na borzi so dovzetna lahko za napade, ne, se pravi za vdore. Se je že velikokrat zgodilo, da so posamezniki in podjetja v tujini izgubila velika sredstva, tudi da so borže šle pod vodo. Tukaj je potreba nekako to zaščititi, če ne drugače. Zavarovati? Ja, z cold storageom oziroma hladnimi denarnicami, ne, da so sredstva na varnem, ali pa dosti bolj enostavno, ker če si uspešen na enem segmentu, lahko mogoče, da bo še v drugem, tretjem, pa najverjetneje ne. Noben ni tak superman, da bi v vseh segmentih briljiral. In ja, včasih se je treba zavedati pa priznati, da pač obstajajo na določenih segmentih večji strokovnjaki kot ti, ne. Lahko, da si na svoji branži najboljši, daleč najboljši. To ne pomeni, da boš tudi to znanje prenesel v druge vode. Ne? In na tem mestu bi se jaz osebno odločil za določene upravljalce kapitala, ki obstaja tudi v Sloveniji, seveda s preverljivo zgodovino, pa da so pod nadzorom. Ne? In ja, jaz mislim, da je to daleč najboljša izbira za podjetja, ki želijo svoje dobičke, Oplemenititi. Tako, in se širiti ali za nove investicije uporabiti. Ne. Torej, da obstaja najbrž slovensko podjetje, ki to možnost nudi. Torej, želiš povedati, naj se vsak ukvarja s tistim, kar obvlada. Tako. Nič narobe, če se poskusiš v kakšni drugi vodi, ampak definitivno določene stvari pa bolje prepusti strokovnjakom. Tako. Kako pa je z davki pri kriptovalutah? Trenutno davkov na pač dejanske donose oziroma dobičke za fizične osebe ni, medtem ko pri podjetjih je druga zgodba. Da seveda investicija se smatra ne kot strošek, ampak kot investicija, posledično pa tudi donosi oziroma dobički so obdavčeni ponovno. Davek na dobiček. Če investiraš znaten znesek, pa še toliko znatnejši, prejmeš nazaj na podjetje, z veseljem plačaš dobiček države. Tako. O kateri kriptovaluti pa imaš najbolj tisto pozitivno mnenje, na katero staviš? Težko bi rekel, mogoče samo eno, ampak najnovejša takšna, na malo večjem med novejšimi, je neka Kaspa, ki ima zelo hitre transakcije, se pravi vsako sekundna transakcija, medtem ko določene Bitcoin in Ethereum sta tukaj na tej listi malo manjša. Relativno nizka, majhna tržna kapitalizacija, seveda je še zelo zgodaj za vstope oziroma za nakupe te kriptovalute, ampak definitivno to je mogoče majhen del portfelja, ker je le
riskanten del No, portfelja. prej ne. sva rekla, da je treba kupiti, ko je cena nizka. Ne? Ja, definitivno ja, ampak svoje investicije oziroma portfelje treba imeti razpršene. Ne imeti vsa jajca v isti košari, razumljivo. To pomeni tudi, da ne vse investirati samo v kriptovalute striktno, tudi na različnih trgih, pa na Razpršiti. različnih trgih, tako tudi v različne produkte. Se pravi, definitivno pa na tej točki v obdobju rasti ni velikega razmišljanja z moje strani, ker kriptotrgi so predvidljivi, a ne, in dokaj predvidljivi, a ne, do sedaj so bili v ciklih 4-letnih in obdobje rasti treba izkoristiti in takrat pač malo riskirati, malo staviti na te bolj stabilne, večje tržne kapitalizacije, malo staviti pa na te manjše, a ne. Kaj pa tehnologije, nad katero si najbolj navdušen, a je to mogoče blockchain ali katera druga? Blockchain, umetna inteligenca, pa blockchain gresta z roko v roki, ampak umetna inteligenca zelo impresionira, hkrati te prestraši, a ne. Vsi smo gledali Terminator film, a ne. Ampak ja, v bistvu umetna inteligenca in blockchain skupaj delujeta super. Podatki, ki so nepokvarljivi, ne moreš jih ponarediti, izgubiti, praktično nemogoče vdor je, a ne, zloraba, hekerski napadi, pa umetna inteligenca, ki s tem podatki razpolaga. Vprašanje, če človeški sploh dojema, kaj se lahko s tem naredi v prihodnosti, a ne. In to se dogaja. In če želiš biti prisoten ali pa od tega trga nekaj imeti, kar boli, če ne bi imel, a ne, ker vidiš, kaj se dogaja, kaj se da doseči, je treba vstopati zdaj. Ne. In ja, vsekakor nas čaka marsikaj na področju umetne inteligence in blockchaina. Torej vseeno misliš, da bo blockchain spremenil svet na nek način? Ga že spreminja. Ga že, ne? Ja, če se dotakneva v bistvu bolj političnih voda, zelo objektivno, a ne. Veliko je po svetu bilo govora v zadnjih 10 letih o režiranih volitvah. Ne? Se pravi o glasovnicah, ponarejenih, mrtvi ljudje so glasovali. Glasovali so ljudje brez osebnih izkaznic. Imaš v mislih Bidena pa Trumpa? Ja, tam je bilo veliko govora, pa Venezuela in na splošno določene države, kjer niso najbolj postavljeni finančno, ne, oziroma kjer vlada revščina. Pa tudi v Ameriki, ja. In človek se zamisli, če se lahko to dogaja, če je možnost, da se to dogaja tudi v Ameriki, a ne, potem je to nekako treba urediti. In ali imamo na voljo produkt, storitev, tehnologijo, ki to omogoča, imamo, blockchain. Se pravi, dejansko človek lahko od doma glasuje sam in teh podatkov, glasovnice ne more nihče ponarediti, ker gre z enega bloka, oziroma digitalnega bloka, se informacija prenaša konstantno naprej in je praktično nemogoče vdor. In tukaj človeški faktor nima več vpliva. In tudi rezultati so potem takoj, ne? Ja, jaz mislim, da so to najbolj verodostojni rezultati, ker je to pa dejansko objektiva. Ne? In čim je objektiva povezana s tehnologijo, je nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi. Zadeva funkcionira, Tako. ne? Kje pa vidiš prihodnost umetne inteligence? Zelo dobro vprašanje. Z umetno inteligenco bomo mogli živeti ali že živimo. Ne? Zdaj vprašanje, do katere meje nam bo tudi diktiralo življenje. Lahko da bo umetna inteligenca imela možnost oziroma, tako kot smo zdaj govorili, neko to objektivno upravljanje. Se pravi, dejansko bi lahko nadomestila sodišča, lahko bi nadomestila klasične upravne postopke, odobritve vlog, volitve so tako se že dotaknila, ne? In pa zelo objektivno izdajala zakone. Ne? Da, to mogoče nas, oziroma mene osebno malo je strah tega, ampak Plaši, ja. je pa to mogoče tista neznanka, ki bo v prihodnosti prišla, definitivno ima pa umetna inteligenca veliko uporabnih, dobrih stvari, ki se lahko
prakticirajo v vsakodnevnem življenju in nam že lajša, a ne. Ker umetna inteligenca tudi na področju medicine, razvoja tehnologije, financ, kakorkoli, a ne, že sedaj omogoča velik napredek civilizaciji, no, oziroma človeku, ki vprašanje, kdaj bi bila dostopna po klasični, a ne, poti. Prej si omenil, da sta umetna inteligenca in blockchain kar tesno povezana. Kaj pa umetna inteligenca in kripto? Sta prav tako? Ja, v bistvu umetna inteligenca ima pa seveda določena podjetja, ki imajo svoje storitve, produkte in tudi na kriptovalutah oziroma kriptotrgih so povezani, a ne. Blockchain se pa že v osnovi uporablja z roko v roki, kot sem rekel, a ne. Definitivno pa umetna inteligenca prednjači trenutno kot nek segment za prihodnost, no, kar je treba res poudarek nanj dati. Še nekaj me zanima. Bi mogoče umetna inteligenca znala izbrati, kateri tip kuhinje bi meni ustrezal? Ja, mogoče smešno, ampak smo že tukaj. Smo že tukaj sicer bolj... Že izbere? Ja, bolj v povojih, ni še to v perfekciji, ampak obstaja že umetna inteligenca enega iz dobaviteljev v Nemčiji, kjer se lahko kot človek samo prijaviš na spletno stran, vnešeš svoje želje, kakšen izgled hočeš, kakšne barve, ne, kaj naj kuhinja vsebuje. In umetna inteligenca dejansko prebere iz tega, kaj je tebi všeč in ti avtomatsko generira 3D renderje, vizualizacije, slike in ti predstavi tvojo kuhinjo. Takole. Res super. Ja. Timotej, bi morda podal še svoje mnenje oziroma kakšen nasvet našim gledalcem o investiranju? Ja, definitivno najbolj pomembno je kupuj nizko, prodaj visoko. Ne kupovati visoko, pa prodajati nizko. Klasična napaka, ne. Ko trgi najbolj krvavijo, ko so čustva najbolj nepreizkušeni, a ne, ko se ljudje najbolj tresejo in bojijo vstopati na trge, takrat je treba kupovati in potem žanješ svoje sadove dela oziroma preizkušnje, ki si jo uspešno Torej, strah je nekaj pozitivnega. Definitivno. Ko te je najbolj strah, je treba največ kupovati, oziroma dodajati na trge. In ravno to znanje upam, da bom uspešno z leti prenesel na sina, a ne, za katerega tudi že uspešno vodim njegov kripto portfelj, a ne, ker on bo s to tehnologijo pa dejansko odraščal, tako kot smo mi z internetom, a ne. In upam, da se bo zavedal prednosti blockchain tehnologije, umetne inteligence, ki bo zato že do takrat uspešno napredovala, verjamem, no, in enako priporočam vsem gledalcem, da se mogoče fokusira na ta segment malo bolj, a ne, ker je pač le relativno nov, relativno mlad in trenutno se je izkazal zelo donosnega, ne. Super. Torej, tvoj sin je vlagatelj praktično pri svojih 2 letih. Tako. Pod tvojim vodstvom, absolutno. Timotej, hvala lepa za tvoj čas. V veselje mi je bilo kremljati s tabo. Želim ti še veliko poslovnih uspehov naprej in še kakšno dobro nagrado. Hvala lepa.